Kristjani gledajo na velikega Janeza Krstnika kot na zgled ponižnega pričevanja za Jezusa, saj je izničil samega sebe vse do smrti, da bi pokazal na prihod Božjega sina. O tem je spregovoril papež Frančišek 16. decembra med sveto mašo v domu svete Marte navzočim, med katerimi so bili predvsem taki, ki obhajajo okroglo obletnico 50 let duhovništva ali posvečenega življenja ali poroke. To začasno, a gotovo močno pričevanje, ta bakla, ki se ne pusti ugasniti vetru, posvetnosti, ta glas, ki se ni pustil utišati moči ošabnosti, je postal nekdo, ki pokaže drugega in odpre vrata za drugo pričevanje, tisto očetovo, o katerem danes pravi Jezus. Jaz pa imam večje pričevanje, kakor je Janezovo, očetovo. In Janez Krstnik je odprl vrata za to pričevanje in zaslišal se je očetov glas. Ta je moj sin. Janez pa je bil tisti, ki je odprl ta vrata. Velik je ta Janez, vedno se pusti odriniti na stran. Ponižen je, sam sebe da v nič, je ponovno poudaril papež in s tem pripravlja isto pot, po kateri bo šel potem Jezus, po tisti izprazniti se samega sebe. In tako bo vse do konca, v temini celice v zaporu, obglavljen zaradi muhavosti plesavke, zavisti prešuštnice in slabosti pijanca. Sveti oče se je na koncu obrnil na zbrane redovnike, redovnice in škofe, pare, ki obhajajo 50-letnico z voščilom. Primeren dan je danes, da si postavimo vprašanje o lastnem krščanskem življenju. Zahvalite se za vsakič, ko ste to storili. Zahvaliti se in ponovno po 50-ih s to mlado starostjo oziroma s postarano mladostjo, kakor dobro vino, storiti korak naprej kot pričevalci za Jezusa.